No, jaz sem hotel upozoriti še na neko okoljnost, ki je prav, da vsi vemo. Gotovo bi mnogi v Sloveniji tudi želeli čim bolj enostaven odhod na Hrvaško, na morje, pa to in morebiti mnogi mislijo, če pride do sklenitve arbitražnega sporazuma ali pa celo do vstopa Hrvaške v Evropsko unijo, da potem ne bo več meja s Hrvaško in da ne bo več carine, oziroma da ne bo več policije na mejah s Hrvaško. Policija bo na mejah s Hrvaško ostala. Kajti, veste, treba je ločiti tudi celo teritorij Evropske unije od šengenske meje. Šengenska meja je zdaj v tem trenutku na naši meji s Hrvaško in ker ima Hrvaška zelo neugodno geografsko zemljepisno razporeditev, je zelo malo verjetno, da bi Hrvaška uspela vzpostaviti šengensko mejo na svojih mejah, tako da bo šengenska meja ostala nespremenjena, takšna kot je, gotovo do takrat, dokler ne bo ves Balkan, dokler ne bo vsa nekdanja Jugoslavija v celoti, ne samo znotraj Evropske unije, ampak tudi znotraj šengenskih meja Evropske unije. To bo pa sigurno zelo dolgo in prav, da to vemo, ko se odločamo tudi o arbitražnem sporazumu, kajti tudi v primeru, hipotetično, ko bi Hrvaška ta trenutek vstopila v Evropsko unijo in v primeru, če bi bil ta trenutek arbitražni sporazum že razsojen na sodišču pod predpostavko, da bo seveda sprejet, bo šengenska meja in policija na meji še vedno ostala. Tega se moramo zavedati pri odločenju o tem. To dvoje ni neposredno povezano. Jaz imam občutek, da po referendumski kampanji seveda vlada igrala na to karto, češ zdaj smo že tako daleč, da če bomo sporazum zavrnili, bomo spadli kot nekakšni prekrivljivci in evropski špilferderberi, ampak moram reči, da jaz na to logiko ne moram pristati. Ker v to situacijo, da se nekdo spravil, če bi se tisti nekdo, ki nas je to situacijo spravil, prej posvetoval, vprašal, se dogovoril malo širše, potem danes v tej situaciji ne bi bili. In zdaj, ko smo v tej situaciji, da nihče ne more vzeti pravice, da se odločamo, imeli bomo referendum in na tem referendumu bom jaz odločil, glede na to, ali si mislim o arbitražnem sporazumu, ne pa glede na to, kaj si mislim, da si bo Evropa mislila o nas. Ker verjemte, če se bo kdo v primeru paca arbitražnega sporazuma usmešil, se ne bo usmešila Slovenija, ampak se bo usmešila slovenska vlada, ker je prijala zadevo tako brezglavo, da je stala v pravnem ozem, ali država pravila v takšno situacijo. In jaz vidim o tem veliko razliko. Se strinjam, pa bi samo še en stavek, k vrnemo doktorju Ruplu, namreč res vlada neko malodušje, pa ne samo na področju arbitražnega sporazuma, da mora človek parafrizirati Thomasa Hobbesa, ki je nekoč dejal, da je človek volk, ki smo pa res občutek, da je človek Slovenec, je še hujše. In to je slabo. Dajte, Slovenija, predstavljajte si, da je Slovenija stranka, ki je najela odvetnika, oklepajo vlado, da prvo pripravi recimo zakon o pravnem postopku, na podlagi katerega bo ta odvetnik nastopal na sodišču. Zdaj je zakon o pravnem postopku pripravljen. Pripravljen je tako, da bo ta odvetnik imel zelo malo možnosti, da svojo stranko zastopa na sodišču, ker je pripravljen slabo. Ampak to še ni vse. Zdaj pa ta odvetnik vnaprej pravi, se nimamo to šans, se nimamo Piranskega zaliva, se pravzaprav na Mankolju pripadal stik z odprtim morjem in tako naprej. To je pa katastrofa. To je pa zame katastrofa kot za pravnika, kot za domoljuba in tako nekoli že. To je to pravo. Potem dajmo pa Hrvaški vse, dajmo zabetonirati Piranski zaliv, bomo rešili problem parkiranja, pa bolje. Dobro, zdaj bomo počasi šli proti sklepnemu delu, ki se seveda glasi takole, Mislim, da ni nobenega dvoma, da se je večina v stroki postavila na
nekaj zelo jasnih stališč. Prvič, da bi bilo potrebno odločitev o tem vprašanju v parlamentu sprejemati z dvetretinsko večino. Zdaj, ali je to sprememba ustave, ali bi bilo treba sporazum ratificirati, to so pa že te nijanse, ampak dvetretinska večina in široko soglasje v parlamentu bi bilo potrebno, potem se tule vsi navzoči strinjamo. Lahko mirno tudi ugotovim, da večina stroke, ne vsi, ampak večina stroke ocenjuje, da je arbitražni sporazum riziko, ki ga Sloveniji ta trenutek ni potrebno, ne bi bilo potrebno sprejemati in prevzemati in da ne ščiti slovenskih nacionalnih interesov. In zdaj, tisti, ki to pač povemo in ki tudi dosti jasno povemo, kakšno je naše stališče do referenduma in kako razmišljamo o tem, kako glasovati na referendumu, zna biti, da nas bodo tako spet okarakterizirali kot tiste, ki iščejo prepir s Hrvaško in tiste, ki želijo samo nekaj rušiti in nič pozitivnega ponuditi. Zato bi najprej eno stvar povedal, potem eno stvar vprašal. Prvič, tisti, ki smo proti arbitražnemu sporazumu, seveda nismo za noben krek in slabe odnose s sosednjo državo, ker dva soseda se lahko morda v enem kvadratnem metru zemlje ne moreta zediniti, pa lahko s tem sporom mirno živita in se o vseh drugih vprašanjih čisto normalno pogovarjata in si tudi pomagata, če je treba kdaj kaj narediti in tako naprej. Se pravi, sploh ni treba, da smo mi s Hrvati sprti, če se ne bomo uspeli dogovoriti o tem arbitražnem sporazumu. To je prva stvar. Torej, ne puščam nikomor pravice, da me ali kogarkoli drugega, ki tako razmišlja, označuje kot nekakšnega prepirljivca. Pač želimo zaščititi svoje interese. In druga stvar je pa vprašanje, kaj pravzaprav je alternativa temu, kar se nam zdaj ponuja. Torej imamo arbitražni sporazum, ki bo šel na referendum. Jaz sem prepričan, da bo ta referendum zelo tesen, da bo kampanja težka. Mislim, da bo eno temeljnih problemov te kampanje, da se bo poskušala zapreti, kajti dlje, ko bo trajala in več argumentov, ko bo prišlo ven v večji kaši, bo vlada. Se to se že danes pokazalo. Zakaj bi bili zainteresirani omejiti razpravo na minimum? Najbrž zato, ker nočejo, da se sliši druga stran. In vprašanje se torej glasi, kaj, če na referendumu arbitražni sporazum pade, oziroma kaj je alternativa za reševanje našega mejnega vprašanja s Hrvaško?